V sklopu Dan Interreg sodelovanja je pod naslovom Gradimo mostove potekal dogodek na slovenski in avstrijski strani reke Mure. V Ceršaku so predali namenu nov mednarodno pohodniško-kolesarski most, ki še bolj kot doslej povezuje skupnosti, ideje in trajnostni razvoj ter bo služil prebivalcem na obeh bregovih. Udeleženci dogodka so ta dan podoživeli še veliko drugih aktivnosti, ki jih je predstavila ter v projektu povedala magistra Laura Lajh-Rauter, programski vodja Interreg Slovenija-Avstrija. Današnji tako imenovani Interreg Cooperation Day oziroma Interreg dan sodelovanja za leto 2025 poteka že od leta 2012 dalje, torej leto že 14. leto zapored. Vsako leto se selimo iz enega območja na drugo območje. Letos smo se odločili, da imamo veliko projektov, ki bi želeli predstaviti na območju tako slovenske kot avstrijske Štajerske. Zato bo današnji dogodek potekal na območju reke Mure. Predstavljeni bodo rezultati projekta Most Brücke, to je iz obdobja 2021-2027 in projekti iz obdobja 2007-2013, Dramurci, Murman in Brod na Muri. Dogodka se bo udeležila več kot 230 udeležencev, pripeljali smo jih s 5 avtobusi, ki smo jih organizirali iz vseh programskih območij. Prvi del je sedaj na avstrijski strani, kjer bo potekala svečana otvoritev 98 metrov dolgega lesenega mosta, ki so ga zgradili v okviru projekta Most Brücke. Ta most bo namenjen predvsem pohodnikom in pa kolesarjem. Po tem dogodku se bomo skupaj odpravili z Brodom na Muri iz avstrijske strani na slovensko stran, kjer bo potekala predstavitev ostalih projektov, torej Dramurci, Brod na Muri, tudi Lifelong Wood projekt. Potekale bojo različne delavnice, kulinarični dogodki, predvsem pa druženje v sproščenem čezmejnem duhu. Z obiskom smo kljub vremenu, ki ni ravno bleščeče, zelo zadovoljni. Ampak saj veste, kot pravijo, ni slabega vremena, ampak so samo slaba oblačila oziroma slaba volja ljudi, tako da verjamem, tudi vidim po številu, ni bilo nekih odjav, da so ljudje zelo zadovoljni in da dejansko uživajo v današnjem dnevu in verjamem, da bo dan tudi naprej potekal tako dobro, kot se je sam začel. Odprtja novega mostu, ki ni le gradbeni dosežek, marveč simbol sodelovanja, zaupanja in povezovanja ljudi, se je udeležil dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj. Ob robu dogodka je povedal. Danes smo priča otvoritvi mostu, ki je nastal iz naslova projekta Interreg. Celotna vrednost mostu je 1 800 000 evrov, od tega je iz Interregovih projektov bilo financirano 1 200 000. Interreg projekti pravzaprav pomenijo ne samo na relaciji Avstrija-Slovenija, ampak tudi Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Italija, mehanizem, s katerim je mogoče takšne in podobne projekte v okviru občin na eni in drugi strani meje realizirati, in zaradi tega si tudi zavzemamo, da bi v naslednji finančni perspektivi 28-34 financiranje Interreg projektov kot takih tudi ostalo. Današnji most, otvoritev mostu ni samo povezava med dvema bregovoma na eni in drugi strani meje, ampak lahko povem, da močno povezuje ta prostor tudi reka Mura, kajti vzdolž reke Mure je veliko Interregovih projektov, ki združujejo kulturo, kulturno dediščino, turizem in pa šport, tako v okviru že omenjenih projektov Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška. Ni pa samo gradnja mostov tisto, kar je povezovanje vzdolž reke Mure. Moram reči, da tudi kot bivši župan smo župani na eni in drugi strani reke veliko sodelovali pri vzpostavitvi biosfere, kar se tiče reke Mure, in pa uvrstitev reke Mure in pobrežja reke Mure na UNESCO-ovo dediščino.
Po drugi strani pa veliko župani sodelujejo tudi na področju zaščite in reševanja, protipoplavne zaščite in pa na ta način lahko rečem, da je Mura reka, ki povezuje in se mi zdi današnji dogodek izjemno pomemben. Zbralo se veliko ljudi in veliko prijateljev in naj tako ostane tudi v prihodnje. Podjetje Pomgrad je 10. junija 2024 začelo z gradnjo novega kolesarskega mostu čez reko Muro v Ceršaku. Projekt predstavlja pomemben infrastrukturni korak v vzpostavljanju mednarodne kolesarske povezave Ceršak-Oberschwarz med občinama Šentilj v Sloveniji in Štras v Avstriji. Most dolžine 98 metrov je namenjen pešcem in kolesarjem ter je simbol sodelovanja in trajnostnega razvoja čezmejnega območja. Več pa magister Štefan Žvab, župan občine Šentilj. Za občino Šentilj in seveda za sosednjo občino Štras in Štajermark je zelo pomemben trenutek, kajti tako kot smo slišali, 9 let je trajalo od ideje do projekta in danes je svečani trenutek, tudi trenutek, kjer bomo pogledali v prihodnost, kajti ta most je zgrajen predvsem za prihodne rodove in jaz se že veselim dogodkov, ki se bodo dogajali ravno tu. Včasih je reka Mura pravzaprav ločevala narod, danes jih zbližuje jih v kulturnem smislu, v športnem in pa seveda, kar je najpomembnejše, vsi, ki živimo tukaj blizu Mure, bomo lahko se rekreirali in imeli veliko kulturnih dogodkov in jaz verjamem, da bo to most brez meja, prijateljstva in zadovoljstva. Mi smo bili vodilni partner v tem projektu, koordinirali smo, administrirali smo, tako da smo imeli kar težko nalogo, kajti gre za mednarodni projekt velike razsežnosti in tehnično zelo zahteven. Treba je bilo graditi iz ene in druge strani reke Mure in jaz sem vesel, da nam je vse skupaj uspelo. V prvi vrsti je turizem. Mi ugotavljamo, da v zadnjem času vzpon turizma, sploh kolesarstva, v zadnjih letih porastel več kot 30% in mi si želimo, da bi vsi tisti kolesarji, ki so že na avstrijski strani, prehajali tudi na našo slovensko stran in zdaj imajo možnost videti tudi našo prelepo griče na naši slovenski strani. Most čez reko Muro pri Ceršaku je zasnovan kot viseča lesena jeklena konstrukcija brez podpor v rečni strugi, kar omogoča nemoten tok reke in minimalen vpliv na naravno okolje. Kakšno dodano vrednost in kakšen pomen pa ima most za prebivalce onstran meje na avstrijskem Štajerskem, pojasnjuje Johann Lapi, župan tržnega mesta Štras. Diese Brücke ist sehr wichtig, weil sie einerseits unsere beiden Gemeinden verbindet. Ta most je zelo pomemben, saj združuje dve lokalni skupnosti Tostran in Ostran reke Mure ter utrjuje prijateljstvo. Z vodstvom občine Šentilj se zelo dobro razumemo ter sodelujemo, tako politično kot tudi drugače. Združujejo nas turistični cilji, ki jim sledimo tako v regiji Južna Štajerska, kakor v občini Šentilj. Na tem delu želimo razvijati področje kolesarskega turizma in ga v polnosti aktivirati. Ideja o projektu Gradimo mostove se je porodila pred 9 leti in tako smo v sklopu Interreg programa skupaj z občino Šentilj razvijali ta projekt skozi številne pogovore, dopolnjevanja in prišli do končnega cilja tega mostu, ki smo ga tudi danes odprli. Dan je zaznamovalo uradno odprtje novega mostu čez reko Muro, tematske delavnice, kulinarične dobrote, kulturni nastopi ter zabavne aktivnosti za vse generacije. Kako je dogodek spremljal, je zaupal eden od udeležencev, Heimo. Ich muss sagen, jetzt bin ich 58 Jahre alt. Ich bin von Spielfeldstraße. Štejem več kot 50 let in sem doma v Špilfeldu. Prebivalci smo si vedno želeli imeti takšen most. Dobili smo ga sicer pozno, vendar ga sedaj le imamo. To je nekaj zelo všečnega, še zlasti za kolesarje, ki sedaj lahko kolesarijo na eni in drugi strani Mure. Zagotovo gre za veliko možnosti, ki jih ta most ponuja. Sicher eine tolle Option. Iz Maribora je prišla skupina udeležencev, ob robu dogodka je Anton Živko povedal. Mi se stalno udeležujemo preko Interrega,
in nam je to všeč in tudi smo srečni, da Evropa da tudi sredstva za take stvari, ne? In da vidimo, kaj se napravi za ta denar, ne? Dan Interreg sodelovanja 2025 je bil organiziran na 3 lokacijah. Pohodniško-kolesarski most čez Muro v Ceršaku, razgledni stolp Murturm Rügsee in Brod na Muri, kjer je bil zaključek dogajanja, na katerem je bilo podarjeno čezmejno sodelovanje, povezovanje ljudi in krajev ter skupni doživeti ob reki Muri.